Živjo, bom še malo počakala, da se kakšen nabere. 3 minute čez 6 je, sem točna. Deluje mi zdajle tehnologija, tako da sem zato zelo hvaležna, ker tle, ker sem, ni vedno tako. Evo, prva oseba je tukaj. Pozdravljen, pozdravljena. Druga. Bom malo počakala, da se naberete. Upam, da ste izkoristili še tale sonček danes in najdeli kakšen samoten kraj za potep po gozdu. Midva sva nabirala rožice še pred dežjem za čaj. Tako da jaz upam, da me v redu vidite, pa da me slišite. Danes bom govorila eno tako temo, ki mogoče ne boste vsi čisto navdušeni nad njo, ampak mislim, da je nujno treba spregovoriti tudi o tem. Ni vedno vse rožnato in ni vedno vse tako, kot bi mi radi. Tako da ja, vidim, da se nabirate, tako da bom zdajle počasi kar začela. V resnici si srčno želim, da bi tale video dosegel čim več ljudi, čim več družin. Zaradi tega, ker ga snemam s tem namenom, da bi malo ozavestila ljudi glede odnosov in da bi mogoče dala kakšen namig, kako si pomagati. Imamo predstavo, da je povsod enako in da zdaj smo v bistvu vsi na istem. To je dejansko res. Vsi smo doma v svojih domovih, večina s svojimi bližnjimi skupaj, razen tisti, ki imajo seveda svoje ljudi, ki delajo v trgovinah, zdravstvu, gasilce, policaje, ki so non-stop v službah in za katere bi mogli biti še posebej hvaležni. Ampak danes bom govorila o družinah, ki so doma, ki so prepuščene v bistvu nekim informacijam, ki prihajajo od tod in tam, in ki se odzivajo na različne načine. Še enkrat bom rekla, res si želim, da ta video doseže čim več ljudi, zato ga lahko delite na različne načine. Eno je, da ko bom končala, lahko delite video po svojih Facebook straneh, lahko pa že kar zdajle spotoma, ki gledate v komentar, tagate svoje prijatelje, pa jih opozorite na ta video. Zakaj si želim, da delite ta video? Zaradi tega, ker bi rada danes govorila o tem, o vzdušju, ki ga ustvarjamo v medsebojnih odnosih, tudi po socialnih omrežjih. In o vzdušju, ki dejansko je, s katerim se z Albertom srečujeva po Skype svetovanjih, po Skype terapijah, ki jih imava zdaj. Zdaj pač ne delava v živo, ampak še vedno imate možnost, da se srečamo preko Skypa, to verjetno ste pač že veste. In glejte, kako je to, Nekdo vidi neko družinico s kolesom, ki se pelje in potem napiše na Facebook, kaj jim ni jasen, koliko je grozen, kakšni so, ne držijo se pravil, Rada bi povedala, da sem zagovornik teh pravil in da sem zagovornik tega, da smo previdni. To se pravi, da pazimo, da nosimo rokavice, da se razkužujemo, da imamo maske in da se pač ne družimo v velikih skupinah. Ko sodimo ljudi, mi ne poznamo njihovega ozadja. Zdaj vam bom jaz predstavila zelo veliko enih možnosti, ki jih mogoče niste pomislili in tudi pač verjamem, da jih niste, zaradi tega, ker pač ni na vas, da jih pomislite, ampak sem pa začutila, da je namen, da vam mogoče povem. Rada bi vam povedala, da je ogromno družin nefunkcionalnih, to se pravi, ali pa slabo funkcionalnih. To pomeni, da je partnerski odnos šibek, da je partnerski odnos odtujen, da je v konfliktu in da je veliko takih družin zaprtih med 4 stene, veliko v zelo majhna stanovanja.
v takem odnosu vzdušje postane neznosno. V takem odnosu, v takem vzdušju se zelo, zelo hitro zgodi, da postanemo agresivni. In jaz si predstavljam, da velikokrat družine zbežijo ven zaradi tega, da otroci manj nastradajo. Predstavljajte si, kako mora biti otroku, ki je zaprt cel dan z dvema odraslima osebama, ki sta odtujeni, ki se mogoče ne pogovarjata med sabo, ki sta v konfliktu in se non-stop kregata, z dvema odraslima osebama, ki sta mogoče nasilni druga do druge, ki se ponižujeta. A bi vi to privoščili kakšnemu otroku? Jaz mislim, da nihče tega ne bi privoščil nobenemu otroku. In verjamem, da velikokrat kakšna družina preprosto uide ven iz stanovanja zato, da je lažje. Zato, da je bolj znosno. Ne zato, da bi dobila virus, pa ne zato, da bi širila virus. In velikokrat imajo ljudje razloge. Jaz mislim, da ljudje niso toliko brezbrižni, kot jih mi obsojamo. Niso. To je ena stvar. Potem, kasneje bom spregovorila, če me kdo posluša z takega nefunkcionalnega odnosa, bom povedala, kaj lahko naredite, da si pomagate. Ker vem, da zdaj nujno potrebujete to. Prej sem govorila s prijateljico po telefonu in je rekla, Leja, ljudem se meša. Oni niso navajeni biti skupaj. In to je res težko. To je res težko. In težko je, če si še v majhnem stanovanju, kjer pač nimaš trenutka zase. In težko je, če nimaš odnosa takega, da bi rekel, jaz rabim zdaj 5 minut, a lahko ti poskrbiš za otroke. To so stvari, ki so res pomembne in jaz vem, da je nam mar za otroke. Potem je še ena stvar, ki se je mene pač zelo veliko razmišljam o njej. Čeprav skušam pregnati vse te neke stvari, ki jih slišam, ampak ena stvar, ki pa je in jo vem, pa je, da je veliko otrok v šoli dobilo 2 obroka na dan ali pa 3. To se pravi zajtrk, malico, kosilo. In vem, da od teh otrok je veliko otrok imel brezplačno malico in kosilo, kar pomeni, da so socialno ogroženi otroci. In ves čas razmišljam, a je kdo pomislil, ko so zaprli šole, pa ne mislim učiteljev pa ravnateljev, mislim, a je kdo iz višje instance pomislil, da je za te otroke treba poskrbeti. Kaj se dogaja v teh družinah? A veste, kako je? Ne vem, jaz mislim, da vsak od nas se je že kdaj srečal s kakšnim pomanjkanjem, z materialnim pomanjkanjem, to, da nam je nečesa zmanjkalo, ali pa recimo ta občutek, a veste, ko ste kam šli, pa vam je zmanjkalo vode, pa ste bili res žejni in ste komaj čakali, da bo ta voda prišla. Kaj se takrat dogaja v človeku? Takrat je človek najbolj ranljiv in je agresiven, takrat se sproži preživetveni sistem v človeku in mi postanemo agresivni, kadar se ne počutimo varno. In iz agresije se rojeva nasilje. In kadar smo mi zaprti v naši celici, ki smo z ljudmi, ki nam največ pomenijo, so oni prvi deležni agresije in nasilja. In tudi to se dogaja v družinah. Tako da, jaz sem res hvaležna, jaz na Facebooku zelo veliko zasledim zadnje dneve tega, mi smo ostali in so otroci kar sami naredili nalogo, ali pa super, ko smo doma, čas prebuja ustvarjalnost, ali pa mi smo skupaj kuhali kosilo, mi smo skupaj pekli piškote. Jaz sem res ful hvaležna. Ampak je pa še druga plat. Jaz ne verjamem v to, da je ena družina lahko cel dan brez trenutka, v katerem bi lahko nastal konflikt. Tega ne verjamem. Zaradi tega, ker preveč poznam, kako odnosi funkcionirajo. In mene zanima, kar si jaz želim, da pišete, pišite o tem, kako te trenutke premagate, kaj takrat naredite, kako greste čez.
To se pravi, kako vam rata, da se imate cel dan fajn. Ker to ni samo umevno, a veste, to se lahko konča kole. In s tem, ko vi napišete, kako to naredite, ogromno sporočilo daste ljudem, ki tega nimajo, ki tega ne znajo, ki iščejo kar norci, razne načine, trike in niso tako ustvarjalni, zaradi tega, ker nimajo vzorca iz otroštva. Oni si ful želijo biti povezani, pa ne znajo, ne zmorejo. Dajmo jim pomagati, dajmo šerati take poste, iskrene. Lej, danes se mi je zalomil in sem naredila to, pa to, pa to in povezali smo se nazaj. To rabimo, to ljudje rabimo. In je res pomembno, zato ker velikrat, ko jaz delam z neko mamico po Skypu, ki je obupana in prestrašena, je včasih dovolj, da ji samo rečem, lej, začeli bova z eno najmanjšo stvarjo, ki jo zmorete in z najmanjšo stvarjo, ki jo zmorete in ki bo pač olajšala situacijo, naredila stik med vami. In pol jim dam kakšno nalogico, mehno nalogico. Ne vem, skuhajte nekaj, kar imajo radi, recimo, brez veze. Ampak glejte, to deluje. To res deluje. Tako da tukaj na tem mestu vas prosim, da mogoče po Facebooku kdaj tudi pošerate kakšen recept, recimo iz poceni živil in zdravih živil, recimo vemo, da je zelje poceni, a ne? Sladko zelje, kislo zelje. Vemo, da je krompir poceni. Pač te stvari, ki so poceni, lahko naredite, šerate kakšne recepte, da pomagate tem staršem, ki jih je strah, ki so v krču, ki so zamrznani, ki ne zmorejo. Lejte, danes sem skuhala kosilo za 2 evra, za 6 ljudi. Take stvari. Še nekaj, če poznate koga, ki je mama samohranilka, brezposelna, na centru za socialno delo. Tukaj imam še veliko, na socialni pomoči sem hotela reči, tukaj imam tudi še za en video o teme. Nič ne bo narobe, če zvečer tam pustite vrečko hrane na klopi obešeno. Saj ni treba povedati, kdo ste. Jaz mislim, da če si zdajle ne bomo mi pomagali drug drugemu, ne bo nič. Ratali bomo prestrašeni še bolj. Ampak dejstvo je, da eni smo močnejši, eni več zmoremo, drugi manj. In dajmo tistim, ki zmorejo manj roke in jih potegnemo za sabo. Zaslužijo si, zato ker tudi oni bojo enkrat zmogli več. Prosim, to je nekaj, kar nosim sabo zdaj že vse dneve, ker smo doma, kako je v družinah, ki so nefunkcionalne, kako je v družinah, ki nimajo osnovne varnosti, kaj se s temi čustvi dogaja. In pol mi je danes še prijateljica tole rekla in sem rekla, moram posneti video, moram ga posneti. Tako da, to je ena, a ne, da ne sodimo drugih. Druga je, ne norčujte se z ljudi. Meni je drugač humor, ki je izbruhnil ven zdajle okrog tega koronavirusa, fantastičen humor. In tudi, če ste opazili, jaz pa Albert na Instagramu navezal.si vsak dan pač kaj smešnega iz partnerskih odnosov. Probava posneti zato, da pač vas malo razbremeniva pa zabavava. Ampak to, če se mi, Anja živijo, to, če se mi v sebi, pa iz sebe norčujemo, pa iz nekih svojih trenutkov, pa iz svojih občutkov norosti, ki nam pridajo kdaj. Pa lejte, vsak dan, jaz ne vem, jaz sem tako dosti pozitiven človek, znam preokviriti stvari, ampak vsak dan mi kakšna traparija pride na ušesa, ki me sesuje. Vsak dan. In pol moram se povezati sama s sabo nazaj. Ker pač terja čas, a ne. In zdaj, če bi imela 4 mulce zraven, tako, kot sem jih imela, ker so bili majhni, je to težko in jaz vas razumem. Jaz vas razumem, če ste starši in če berete vse te strašljive stvari, pa to je za crkant. Zato poskuste čim manj brati tega, poskuste gledati stvari, ki vas navdihujejo. A veste, ker kaj pa mi vemo, zdaj nam govorijo, kako bo čez 3 mesece grozen, kaj pa vemo, kako bo čez 3 mesece? Kaj vemo? Takrat se bomo s tem ukvarjali. Zdaj se moramo na to pripraviti in pripravimo se na to najbolj tako, da gojimo svojo ustvarjalnost, da krepimo svoje ideje, kako bomo preživeli in da ohranimo zdravo pamet. To je najboljša priprava na prihodnost. Vse ostalo ni v naših močeh.
Ne moramo vplivati, zdaj le ne. Zdaj le tako je. Tako da ni prav, da če kdo napiše kakšno stvar, ker spet ne vemo, iz kakšnega razloga jo je napisal, običajno jo napiše iz strahu, mi pa od spodaj v poste pišemo, pač norčujemo se z teh ljudi, oziroma ljudje se norčujejo iz teh ljudi in mene duša boli, ko to berem. In predstavljajte si, vedno si predstavljajte, da bi vam nekdo pisal. A veste, preden vi napišete en post, dajte si predstavljati, da to vam nekdo piše, pa me zanima, ali ga boste dokončali. Zato sem na začetku videa rekla, da si želim, da ta video doseže čim več ljudi. Zato, ker si res želim, da bi prišel v roke, v ušesa tudi tistim ljudem, ki običajno ne pridejo taki videi v ušesa. Skratka, staršem, ki so ogroženi, ljudem, ki nimajo občutka empatije, oziroma jaz mislim, da ima vsak občutek empatije, sam eni imajo malo bolj razvitega, pa hitreje pomislijo na to, drugim moramo pa malo pomagati. Tako da tudi teh ljudi jaz pač ne obsojam in ne sodim, ampak mislim, da pač je treba majčkeno pomagati, da bomo naredili svet lepši. Zdaj bi pa rada povedala, to bo pa drugi del videa, kako, če živite v nefunkcionalni družini, ker je vsaka družina kdaj pa kdaj, da vas opomnim. To se pravi, vsaka družina je kdaj pa kdaj nefunkcionalna družina. To je v tistih situacijah, ko se ne strinjamo, ko so konflikti, ko imamo neke težke občutke, pa jih ne znamo deliti s partnerjem, ko nam otroci čez glavo stopijo, pa imamo občutek, da bi jih zmetali čez okno, pa vemo, da tega ne bomo naredili, pa ne moramo tega nobenemu na glas povedati, ker bi nas obtožil, da smo pač norci. To je vse nefunkcionalno. Skratka, jaz rečem nefunkcionalno tistim stvarem, ki mi ne pomagajo v odnosu do sebe in v odnosu do drugih. Urša živijo. Tako da mogoče ene par takih trikov, ki sva jih jaz pa Albert uporabljala, kadar je bila situacija v družini težka, kadar se nisva razumela, kadar sva bila odtujena, kar se je tudi zgodilo, pač to itak veste z najinih videov, in pač so delovali. Ena stvar, za katero sva bila dogovorjena, je bila, da je nekdo, da si lahko prišel, ne glede na to, a si v konfliktu ali kako, k partnerju in si rekel, jaz rabim 15 minut zase. In to je pomenilo, da je v roku 1 ure pa pol partner, lahko je bilo vprašanje, kdaj pa sem včasih jaz rekla takoj, ker jaz sem tak človek, da se doteram do konca, pol pa ne zmorem več, Včasih sem pa rekla, v roku 1 ure pa pol in sva se potem zmenila za uro in jaz sem imela 15 minut zase. To je pomenilo, da sem šla lahko v nek kotiček v stanovanju, kamor sem se omaknila in to pomeni, da se je Albert z otroki zmenil, da mi bojo dali mir in se je z njimi igral tisti cajt in je bil on z njimi. To je ena stvar. Druga, veste, moje, stranišče je moje zaklonišče, to se pravi, ali sem šla v stranišče, ali sem šla pa ven, če pač je bilo možno iti ven. Zdaj, eni nimate te možnosti iti ven, ker nimate hiše in vrtov, tako da je težje, ampak glejte, vse se da, vse se da. Vedno se najde en kotiček, kamor se lahko skrijete, če ne drugega je pa to WC. To je bil en dogovor, ki sva ga imela med sabo. Druga stvar, ki sem jo jaz imela sama, pa kadar sem bila sama z otroki, takrat sem velikrat uporabljala WC, ampak takrat nisem mogla ponuditi svojih 15 dragocenih minut, ampak sem se zaradi tega naučila, da sem se znala sestaviti v 3 minutah. To se pravi, jaz moram lulati in sem šla v WC in sem imela 3 minute zase, da sem takole se naslonila samo na roko, da sem se malo pocrklala, da sem slišala svoje občutke, da sem videla, kje sem. Zelo velikrat se jaz vprašam, kako se jaz počutam zdajle. To je zelo pomembno vprašanje. A veste, da se ustavite in vprašate, kako se jaz zdajle počutam. In da te občutke sprejmete, ne jih tlačati, ne jih porivati stran. Nič ni narobe, če ste jezni, nič ni narobe, če ste osamljeni, nič ni narobe, če ste nemočni. Ampak
v bistvu tudi ni narobe, če jih potlačite, ampak delate si s tem škodo. Vašemu telesu, fizičnemu telesu delate škodo. Zato, ker ko naložite preveč, se vam začne trgati. Nina, hvala. Kadar preveč tlačite teh občutkov, se vam, a veste, to je tisti občutek, ki si na robu, da boš nekaj naredil, ko začneš postajati agresiven. Druga stvar je, oziroma naslednja stvar, pač zdaj že skozi govorim, druga pa je, ne vem, koliko sem jih že naštela, ampak ena stvar, ki je zelo pomembna, je, da se s partnerjem povezujete. Recimo, če imate odnos, ki je zelo konflikten, jaz mislim, da imate s partnerjem kakšen spomin iz preteklosti ali pa kakšen obred, kjer sta se imela fajn, in zdaj, ko ste 24 ur skozi 7 skupaj, dejte si najdete čas, ko boste ta obred lahko naredila. Ne vem, a sta pila kavo, a sta pila čaj, a sta kartala, kockala, karkoli, kar vaju je v preteklosti povezovalo, dejte zdaj obnoviti. In zdaj ta rekla, ne morva, ker nama otroci ne dajo miru. Tukaj imamo pa pomočnike. Včeraj mi je Albert povedal, da Pižama, to je igralec Boštjan Gorenc, vsak dan snema pravljice za otroke na svojem Facebooku. In da so te pravljice toliko noro dobre, da je to za crkant. Skratka, najdete Boštjan Gorenc Pižama na Facebooku stran in zavrtite otrokom pravljico, ki je zabavna in bojo otroci sedeli in bojo poslušali. In še bojo na telefonu ali pa na računalniku in se jim bo ful dobro zdel. In takrat imata vidva lahko čas zase. In to je odlično, zato ker imate vsi dobro uporabljen čas. Ne bo nihče takrat konc vzel. In še ena stvar tukaj je, da nič ni narobe, če so otroci kdaj igrajo sami in jih vi pustite čist pri miru. Jaz sem imela geslo, če pustiš otroka pri miru, tudi on pusti tebe pri miru. Ker otroci se radi v resnici sami igrajo. In delajo pač razne igre vlog in se igrajo razne stvari, ki so pač super in zabavne. Tako da, ja, to je nekaj trikov, kako narediti to, da vam bo v družini lažje. Zdaj, če sta v hudi zagati z odnosom, si lahko tudi zdaj najdeta pomoč. Naj jo najdeta na spletni strani vezal.si. Ne dovolite, da vaši otroci zaradi vaju, zato ker nista sposobna zrihtati odnosa, se povezati, trpijo cele dneve. Prosim, ne. Ker si noben otrok tega ne zasluži. A veste, noben otrok ni kriv, da se mu dogajajo take stvari, da smo mi nezreli. Noben od najnih otrok ni bil kriv, ker sva se midva kregala, ker se midva nisva pogovarjala. Ker je Albert odhajal, pa sem jaz za njim rinila. Noben ni bil kriv, ampak bili so v tem. In zdaj se pogovarjamo o tem, kako je bilo. In verjemite mi, ne bi še enkrat tega naredila. Ne bi. In zdaj, če si predstavljam, da je v kakšnih družinah še hujš, mislim, da smo odrasli tisti, ki smo odgovorni, da za to poskrbimo. In rečete, prosite za pomoč. Za kakršnokoli pomoč, ki jo rabite. Če nimate kruha, tudi rečete. To ni nič narobe, ne boste se ponižali. Ne bo nič narobe. Jaz zagovarjam to, da pomagamo drug drugemu, da skrbimo drug za drugega, da se povežemo. Ker lejte, če bomo mi ves čas samo jamrali, kako nam, ne vem, vlada ne pomaga, pa kako ne pomaga, pa kaj so naredili, pa kaj niso naredili, lejte, na to zelo težko zdaj vplivamo. Zelo težko. Hočemo ostati zdravi, hočemo ostati celi, hočemo našim bližnjim najboljše. In naši bližnji je tudi moj sosed tam, pa moj sosed tam. In moji bližnji so tudi tisti, ki jih ne poznam. Res bi rada, da pazimo na to,
kaj delamo, rada bi, da si pomagamo. In še enkrat, tisti, ki vam rata, da vaš otrok sam od sebe napiše nalogo, povejte nam, kako vam je to ratalo. Zaradi tega, ker starši rabijo točno to, kako ste prišli do tja, na kjer smerokaz ste se obrnili. To je za danes tole. Jaz upam, da ste kaj odnesli od tega videa, da je bil koristen, da ni bil preveč zamorjen. Še enkrat vas bom prosila, res si želim, da ta video doseže čim več ljudi v Sloveniji, zaradi tega, ker mislim, da hotela sem mu dati globoko sporočilo in upam, da ga ima. Lahko ga šerate zdaj, ki ga bo naložil na Facebook, lahko od spodaj v komentar tagate vašega prijatelja, prijateljico in na ta način se bo razširil kot virus. Dajmo pogledati, kako hitro se lahko razširijo takšni virusi, ki imajo dober namen. Srečno in se vidimo, mogoče že jutri, ne vem, delam zelo po občutku in po inspiraciji. Čau, čau!